Lepo pozdravljeni v novem SDS-ovem podkastu. Smo v dneh pred slovenskim kulturnim praznikom in z mano je doktorica Ignacija Fridl Jarc. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tudi sicer ne samo ta teden, ko smo pred praznikom, tudi sicer se v zadnjem obdobju v slovenskem prostoru zelo veliko govori o temah povezanih s kulturo. Pa bi vas najprej vprašala, v kakšnem stanju vi vidite, da je danes slovenska kultura? Ja, vsak dan spremljamo predvsem slovensko kulturo kot nek pereč problem in kot problem, v katerem nam seveda vedno manjka financ in sredstev, kar pravzaprav ne drži. Vedno je treba razumeti kulturo v širšem pomenu besede. Torej, najprej na prvem mestu je to neka kultura celotne družbene skupnosti, celotnega našega življenja, torej najprej na prvem mestu kultura vedenja. In tukaj bi res lahko dali celotnemu stanju samo negativno oceno, glede na to, kakšen je odnos do kakšen odnos imamo drug do drugega in tudi glede na to, kakšne izraze drug do drugega uporabljamo. No, na drugem mestu pa seveda govoriva o kulturi v tem ožjem pomenu besede, v kulturi kot umetnosti, kot ustvarjalnosti človeka. Sama se trenutno bolj intenzivno ukvarjam predvsem s področjem knjige in lahko trdim, da tako rekoč področje knjige, knjižne kulture, bralne kulture nazaduje že od same osamosvojitve dalje. Je nekako v deprivilegiranem položaju v primerjavi z vsemi drugimi umetniškimi panogami. Prav tako pa seveda se je v celotnem tem kulturnem prostoru in kulturnih vsebinah izgubila neka hierarhija vrednot. Ne samo vrednot kvalitete, kar je seveda zelo zaskrbljujoče, ker danes tako rekoč v kulturi gre vse, tudi vse, kar je v tem širšem pomenu besede nekulturno. Izgubila se je hierarhija vsakršnih vrednot, etičnih, sporočilnih. Nenazadnje je naloga umetnosti, vsaj te evropske iz njenih temeljev, prinašati lepoto med ljudi. In danes pravzaprav vsi vzklikajo estetiki grdega, razčlovečenja in samo vprašamo se lahko, kam bo to človeka pripeljalo. Tudi neka instant umetnost, je v zadnjem času močno napredovala. Ja, seveda posledica take razgradnje vrednot kvalitete je instant umetnost in to, da je danes želi biti kulturnik ali pa misli, da je kulturnik, prav vsak v tem ožjem pomenu besede, seveda v pomenu nekega umetniškega ustvarjalca, to pomeni popolno razvrednotenje kulture same. Ja, saj neke ocene umetniškega ustvarjanja oziroma izdelkov so lahko subjektivne, pa vendarle, kot ste rekli, kultura pač ne more biti vse, ne. Ja, seveda, ker potem kulture ni, ne. Kultura se je razvila ravno iz te, če gledamo sam izraz, da gre za neko gojenje. V Sloveniji, starem jeziku, smo imeli izraz umika v tem širšem pomenu besede. Torej, da moraš ti najprej neko volno omikati v nit, da boš lahko z njo stkal neko novo stvaritev. Torej, jo oblikuješ na nek način. Ni vsaka amorfna, brezoblična stvar že sama po sebi kultura. Zdaj v zadnjem času v Državnem zboru sprejemajo kar nekaj zakonodaje s področja kulture oziroma kulturnega ministrstva. Nekako se zdi, da je dejansko kulturno ministrstvo vodi stranka Levica in nekako se zdi, da preostali dve stranki pravzaprav samo prikimata vsemu, kar Levica nekako da na mizo. V Slovenski demokratski stranki ravno v teh dneh začenjamo z zbiranjem podpisov za referendum proti izjemnim pokojninam. Vi verjetno imate svoje mnenje glede tega, ne?
Seveda imam svoje mnenje. Moje mnenje vedno, ko gledam tudi na kulturo, poskuša izhajati iz temeljnih človekovih pravic, torej pravica slehernega posameznika. In kultura v tem pogledu ne more imeti nekih posebnih privilegijev. Če je nekdo seveda delal 40 let in ni zaslužil neke posebne pokojnine, potem ne more to pripasti izključno in samo kulturnikom. Prav tako je sam predlog zakona izredno problematičen, ker ne dobijo teh posebnih izjemnih pokojnin izključno in samo recimo Prešernovi nagrajenci za življenjsko delo. To sta ti dve izjemni osebnosti, ki pač vsako leto nagradi prejmeta, kar bi bilo razumljivo. Če prejmeš torej doživljenjsko povečano pokojnino, potem si moral opraviti neko delo, ki je imelo življenjski, trajnostni pomen. Ampak so v predlogu za tovrstne pokojnine tudi vse nagrade za dosežke enoletnega značaja, kar je popolnoma skregano s čisto vsako logiko. Nekaj podobnega je v svojih argumentih tudi Jožef Školč navajal. Vemo, nekdanji politik, državni svetnik, nekdanji politik Liberalne demokracije Slovenije, ko je govoril o tem, da je ravno ta razdelitev, ki ste jo omenili, nepravična, ker en kup delov kulture sploh ne upošteva, ker sploh nimajo stanovskih organizacij, ki bi jih lahko predlagale in za nekaj nagradile. Se pravi, ni diskriminatorna samo do ostalih upokojencev, pač pa tudi do velikega dela kulturnikov. Absolutno, že znotraj same kulture so nekateri v deprivilegiranem položaju s tem predlogom. Recimo, omenjene so vse druge letne nagrade na področju književnosti, nekatere so pač izpuščene, kot recimo Rožančeva. Sprašujem se, ali morda po naključju, ali pa morda zato, ker je pač ne podeljujejo pravi subjekti. Ja, in tu se oglašajo tudi recimo, in prav je, da se recimo znanstveniki, tudi znanstveniki nimajo nekih bajnih plač znotraj javnega sektorja in tudi sicer, pa so nekako rečeva izviseli. Seveda in na tak način se ne da reševati zagotovo nekega socialnega položaja kulturnikov. Minister dr. Vasko Simoniti je izjemno lucidno vedno govoril, Ministrstvo za kulturo ni socialna ustanova. Ni Ministrstvo za kulturo pristojno tisto, ki je pristojno za to, da bo reševalo socialne stiske kulturnikov. Zato je pristojno drugo ministrstvo. Ministrstvo za kulturo je pristojno za to, da bo poskrbelo za razvoj in seveda promocijo in seveda kulture oziroma umetnosti in postavljanje takih pogojev, da bo ta kultura lahko v najbolj optimalnih pogledih delovala. Je pa seveda treba ob tem opozoriti, oziroma poudariti, da nasprotovanje tem dodatkom oziroma pokojninam ne pomeni nasprotovanje kulturnikom, kulturi in njihovem delu. Seveda, zagotovo se bo vsakršno nasprotovanje poskušalo reducirati na tak argument, ki je pa popolnoma, bi rekla, politično najbrž orientiran. Vsekakor si kupovati politične točke s tem, da trdiš, kako boš s tem rešil socialni položaj kulturnikov, še zdaleč ne drži. To pomeni seveda manj sredstev v proračunu za nekatere druge kulturne vsebine, manj sredstev nenazadnje najbrž tudi za tisti čas, ko je kulturnik ali pa umetnik v največjem razcvetu za svoje ustvarjalno delovanje, in zato je veliko bolj smiselno in pomembno podpirati torej umetniško ustvarjalnost takrat, ko so kulturniki v tej fazi svoje najvišje ustvarjalne stopnje. Ja, še ena tema razburja, to je pa zakon o medijih, ki se tudi tiče kulturnega ministrstva.
nikogar niso poslušali pri pripravi, tudi recimo številni uredniki slovenskih medijev pravijo, da so napisali en kup pripomb, priporočili, ni bilo upoštevano niti eno mnenje. Pravzaprav je zakon močno razburil različne deležnike, pa vendar gladko bil potrjen v prvi obravnavi, ne. Zelo zaskrbljujoče, če se spomnim, kako široko odprt je bil predlog zakona o medijih, ki se je pripravljal na Ministrstvu za kulturo v času mandata ministra doktorja Vaska Simonitija. Pa je bilo ne vem koliko vzklikov, krikov, pritožb, pripomb in tako dalje. Tako da se res iskreno čudim, kje so zdaj vsi tisti kulturniki, ki so takrat govorili, da jim gre res za kulturne vsebine, človekove pravice, pravice do svobode govora in tako dalje. Kako to, da zdaj mižijo na obe očesi in nočejo videti, kaj se jim pravzaprav obeta. Danes bom cenzurirana morda jaz, morda vi, jutri pa morda že tisti, ki danes mežijo. Zakaj menite, da zdaj ta opozorila niso slišana, da niso tako glasna, da jih pravzaprav kot da jih ni? Kultura vedno razume sama sebe kot tisto napredno, ki nekako vodi razvoj neke družbe in tako dalje. In se na tak način misli, da se mora politično orientirati nekako na, bi rekla, levo politično pozicijo. Kar je seveda povsem zgrešeno, ker na tak način sprejme vse, kar je tudi za njih same slabo. Ne verjamem, da je to slepovidnost ali slabovidnost, ampak seveda se bolj bojim, da se določeni kulturniki že bojijo za svoje privilegije, svoje položaje, svoje tudi službe in tako dalje, ker vemo, da je bil obračun v zadnjih nekaj letih z njimi kar temeljit. In da so se na tak način samo cenzurirali, ne? Še preden bi bili dejansko lahko cenzurirani. Ta zakon o medijih je vedno nehvaležna tema, zato ker se tiče pravzaprav slehernega posameznika, ne? Ampak ko bo enkrat, kot ste rekli, ne, svoboda govora umanjkala, potem bo umanjkala tudi demokracija, ne? Zagotovo. Zagotovo je temelj vsake demokratične družbe je najprej to, da lahko poveš, izraziš na, seveda, bom še enkrat poudarila, kulturen način, kar želiš. Torej, edina bi rekla, meja in mera te javne govorice vsakega posameznika je lahko zgolj in samo to, da z njim ne žališ, ne diskreditiraš, ne ponižuješ, ne kratiš dostojanstva drugega človeka. Nikakor in nikdar pa ne more biti meja vsebina, torej to, kar želiš povedati. In seveda, da se to rešuje z neko, recimo, inšpekcijsko službo, za katero vemo, da bo gotovo nima nekih jasnih pravnih podlag, kako delovati, pomeni, da bo šlo za subjektivno presojo, kaj bo tistemu, ki bo seveda odločal o delovanju nekega medija in njegovi pravici posameznika, da v njem nekaj pove, kaj se mu bo zdelo njemu osebno politično primerno. In tu so prehudi nevarnosti za seveda politično obračunavanje. Česa takega se v demokratični družbi ne bi smelo ne sprejeti, ne predlagati. Omenili ste dostojanstvo in zdaj tudi, kaj se ne bi smelo v demokratični družbi dogajati, zato ste mi dali iztočnico še za eno temo, o kateri bi želela spregovoriti z vami, in sicer ukinitev dneva spomina na žrtve totalitarnih režimov oziroma komunističnega režima. Precej ste se oglašali na to temo po, mislim, da je zdaj že skoraj 2 leti
ta dan je še vedno ukinjen, nič se ne premakne, vsi se delajo, kot da se to ni zgodilo in kot da je to nekaj normalnega. Ja, glejte, grški človek pred 2500 leti je vedel, da je temeljno dostojanstvo človeka kršeno s tem, če ne pustiš Antigoni posuti prgišča zemlje nad njenim pokojnim bratom, ne glede na to, kakšen odnos do tega brata si imel. Torej 2500 let kasneje, ko se imamo za civilizirano, skrajno razvito, demokratično družbo, se dogaja povsem enako. Niti tistih osrednjih temeljev, iz katerih pravzaprav cela evropska civilizacija izhaja, ne spoštujemo. In ko gre za takšno kršitev človekovega dostojanstva, da njegove leži kostijo po jamah, po skladiščih, da ne more seveda dobiti simbolno tega prgišča zemlje nad svojim izmučenim telesom, v takem trenutku bi moral sleherni človek povzdigniti svoj glas. In sprašujem se, Slovenke, Slovenci, kje ste? Kje ste? Kako bi bili vi prizadeti, če nad vašimi sorodniki in nad vašimi bližnjimi ne bi smeli posuti prgišča zemlje? In tu je osnovno izhodišče, ki ga moramo začeti spoštovati, če hočemo biti resnično demokratična družba. Zdaj bom sicer zamenjala temo, prevzemate Forum za kulturo znotraj Slovenske demokratske stranke, je to interesna organizacija. Kaj ste si zadali za cilj? Ja, vse življenje že delujem v kulturi. Dobro, vmes sem bila na drugih poklicnih poteh, ampak seveda sem vedno delala in pisala. In kot svoje poslanstvo vsekakor čutim tudi na osnovi te slovenske tradicije, ko pomislim, s kako muko, s kako težavo smo ustanavljali svoje prve kulturne ustanove in tudi znanstvene ustanove. Torej čutim ta klic, da moramo spoštovati prvič vse, kar so nam ti naši predhodniki zapustili, da moramo razvijati slovensko kulturo, da moramo za njo skrbeti. Predvsem je tu skrb za slovenski jezik, ki je, moram priznati, smo računali vsi, da bo z samostojno državo vsekakor zaščiten in varen pred izginjanjem. Zdaj pa se mi zdi, da ni bil še nikoli tako ogrožen, kakor danes. Torej, prva je ta skrb za slovenski jezik, apel, naj vendar ne naredimo te norosti, da bomo spravili v akademske kroge in na univerzo pravico do poučevanja v angleškem jeziku. Nadalje je seveda na drugem mestu zagotovo to, kar sva že govorili, svoboda govora, pravica do izražanja v sodobnih medijih, do javnega nastopanja preko spletnih portalov in tako dalje. In seveda zelo pomembno področje je absolutno področje knjige, ker je vendarle, hočemo ali nočemo, slovenski narod nekako preživel ravno zaradi svojega jezika, zaradi svojih zgodnjih zapisov v svojem jeziku, zaradi širjenja potem tudi bralne kulture, zaradi želje potem, da v svojem jeziku zapišemo temeljna sporočila človeštvu in Evropi. In zato je ta skrb za knjigo izredno nujna, še zlasti danes v digitalni dobi. Zelo pomembno področje je zagotovo področje digitalizacije v kulturi. Sama sem si osebno izredno prizadevala, da so se pridobila ustrezna sredstva, s katerimi bi lahko digitalizirali precej vsebin in tudi samo posamezna področja, vzpostavili
v obliki raznih spletnih portalov. To, da mislim, da se na tem področju čisto nič trenutno ne dogaja, čeprav so bila sredstva zagotovljena. Zelo pomembno, naj poudarim, je razumevanje slovenske kulture kot enotnega slovenskega kulturnega prostora. Torej, slovenska kultura se ne konča na mejah slovenske države, ampak sega vse tja, kjer živijo slovenski ljudje, torej v zamejstvu in tudi med Slovence po svetu. Zelo pomembno jih je povezati, jim dati v določenih pogledih enake pravice, kot imajo seveda tisti, ki živijo v Republiki Sloveniji, torej jih vključiti tudi v določene razpise, možnosti, da sodelujejo v kulturnih projektih. Prav tako je zelo, zelo pomembno seveda načeti in odpreti vprašanje umetne inteligence in umetniške ustvarjalnosti. Torej človek in umetna inteligenca, kako vzpostaviti take pogoje, da bo seveda še vedno v ospredju in podprto to, kar je res rezultat izjemne človekove ustvarjalne moči. Ja, super, najlepša hvala. Jaz vam želim res uspešno delo znotraj Kulturnega foruma in močno si želim, da bodo tudi misli, ki ste jih danes izrekli, dejansko slišane, ker imate ogromno za povedati in upam, da ta svoboda govora ostane še nekaj časa, da bodo te misli dejansko lahko tudi še naprej prihajale do ljudi. Hvala lepa in seveda vse dobro tudi vam.